Spoštovane sledilke, spoštovani sledilci kanala Greg Skort, lepo pozdravljeni. V novi epizodi podcasta šlo bo za neke vrste izredno zasedanje, bi temu lahko rekel, izredno slišanje, izredno javljanje. Ker žal, spet moram govoriti o neki temi, ki ni toliko prijetna, tema, ki se tiče slovenske reprezentance in tema, ki se tiče predvsem odpovedi. Ne bom govoril samo o tem, ampak o celotnem problemu odpovedi, kaj to prinese za sabo, kako bi zadevo, po mojem mnenju, pa mnenju še koga drugega, bolj pametnega od mene, tudi lahko preprečili, odreagirali drugače, predvsem pravočasno. Šlo bo najverjetneje, če sledi kakšen neuspeh, spet malo za prenašanje odgovornosti vsem drugam, kamor pa v bistvu bi mogli v prvi vrsti gledati oziroma strmeti, ne vem, v glavnem neke take čudne stvari, o katerih se moramo žal pogovarjati v samem začetku reprezentančnega zbora. To je eno, kako je s temi pravili glede odpovedi, kdo komu lahko kaj prepove oziroma svetuje, tako naprej. O nekih strašnih slikah Luke Dončića v njegovih individualnih pripravah zdaj, vemo, on se še zaenkrat ni pridružil reprezentanci, ker se zaradi pravil lige NBA ne sme, ampak to sledi kmalu, mislim, da 4. avgusta, že 8. pa potem srečanje, prijateljska tekma v Ljubljani proti Nemčiji, kjer naj bi Luka igral. Potem zakaj ne bo nekih drugih igralcev v reprezentanci, če še tukaj ostanem. Poznam določene razloge, zakaj je odkimal z glavo recimo Sekulič, ko se omeni Alen Omić in tako naprej. Potem o U18 reprezentanci, ki pravkar igra Evropsko prvenstvo, dokaj dobro, in pa o strašanski zasedbi Srbije, in zaenkrat govorim še o širšem spisku, ki so ga danes v bistvu objavili Srbiji, ampak tole je res ubijalsko, ampak lepo po vrsti vse skupaj. Če ste pa tukaj vnovič oziroma prvič, vas pa prav lepo povabim, da se mojemu kanalu pridružite, da se naročite na moj kanal, stisnete kakšen všeček, dodate kakšen komentar ali vprašanje. Seveda potem takem algoritem to zazna, malo nabije tale video in tako naprej. V vsakem primeru pa jaz cenim tole zvestobo in pa seveda, če ste željani, se pravi obveščevanja na nekem nivoju oziroma na nekem dosledni časovnici, vam tale naročitev pride prav, no? Da tako rečem. Gremo. Repka, odpoved, Josh Nebo, se pravi, vsi bodo igrali za reprezentanco, samo Josh Nebo, ne? Žal to ni vic. Potem, ko je v bistvu reprezentanca oziroma odgovorni reprezentanci, ko so vedeli, da je Josh Nebo poškodovan, da je v bistvu celotno sezono izpustil zaradi poškodbe, so imeli čas odreagirati. Ali izbrati koga drugega na mesto naturalizacije, ko se je bil še čas urediti papirje z državljanstvom in vse, kar temu pritiče. No, zdaj tega časa za urejanje novega državljanstva, urejanje nove naturalizacije ni, kajti premalo časa je, če se začnemo to spravljati danes, pa do zaključka te naturalizacije oziroma pridobitve državljanstva. To je eno. Drugo, imeli smo v preteklosti še koga drugega igral za reprezentanco, recimo Jordan Morgan naj bi zaključeval kariero. To je ena govorica. Druga, Alen Omić je igral za reprezentanco, takrat na svetovnem prvenstvu z Goranom Dragićem, recimo. Omić, kolikor mi je znano, ne bo na seznamu, niti naknadno, čeprav je, mislim, da v intervjuju za Sport Klub dejal, da je na zvezi imajo njegovo telefonsko. Zakaj ne bo? Ne bom poimensko, da ne bo spet kakšnih sporočil zasebnih, ampak z enim izmed vidnejših članov reprezentance je na smrt skregan. Koliko mi je jasno in očitno, ali je ta reprezentant rekel ne, ali pa v reprezentanci to vedo in se sploh ne spuščajo v to zgodbo. Skratka, kolikor je meni znano, Alen Omić ne bo. Morda kdo malo zastriže z ušesi ob tem imenu, ampak letos pri Budućnosti je Alen Omić igral
za res podobno, za res dobra sezona za njim, tako da v tem primeru bi bil to izredna ukrepitev. Zdaj tudi Žiga Dimec je odpovedal, tudi Mike Tobi se več ne gre reprezentance. Mislim, vse te odpovedi pa ravno na centrskem položaju so malo zanimive, hkrati zaskrbljujoče in res objektivno rečeno, mislim, da bi mi imeli čas to zrihtati. Vedeli smo, kakšna je situacija z Jošem, nismo odreagirali. Minus. Zdaj, dejstvo je, da klub reprezentantu ne more prepovedati oziroma ne sme prepovedati nastopa za reprezentanco, se pravi, so bili neki drugi pritiski v ozadju. Zdaj, če sta tako Čančar, ki je že odpovedal kakšen tedni nazaj, in pa Josh Nebo to vedela, pa pustimo zdaj Josh Nebo, on je bil poškodovan, se vrača po poškodbi. Ajde, Čančar tudi na nek način, ampak Čančar je podpisal novo pogodbo, Josh Nebo je bil pod pogodbo. Jaz ne vem, mislim, a se ni to dalo drugače zmeniti. Ali pa ni dovolj volje, ali pa nečesa. Tu zdaj jaz obtoževal ne bi, to so ugibanja, na glas povem ugibanja, domneve moje, da ne bom koga obsodil česarkoli, ampak milo rečeno je pa čudno. Ni v redu, kak je tu tekla komunikacija med klubom in reprezentanco, ali pa kdo je za to odgovoren, ne vem, ampak ne vem, ni okej. In pol na nek način se vprašam, ne, Luka Dončić res nima sreče v svoji karieri s centri, minus Real Madrid. Pa minus 2017 reprezentanca. Zakaj? Ker v Dallasu je čakal centra tako dolgo, da jih je imel eno sezono, prišel do finala lige NBA, naslednjo sezono so ga pa prodali, ne, oziroma menjali, no, pravilnejši izraz, menjali, ne. In zdaj v reprezentanci spet, ko se majster tako pripravlja, ste videli te slike, se bom pripel tu gor, Men's Health revija, ne, je objavila članek, oziroma celo 2 članka, na temo pripravljanja Luke Dončića, ne. Majster je samega sebe naredil stroj, zdaj sodeluje z nutricistom ali nutricistko, kakorkoli, skrbi za svojo prehrano, mislim, da 250 gramov beljakovin, se pravi proteinov, najmanj na dan, najmanj, ne, lahko več, ampak najmanj, se pravi samo tole mleko almond, no, almond, pa je šlo iz glave v slovenščini. Porka, fiksna dile. Ne morem se spomniti, kaj je almond v slovenščini, nema veze. To, zelenjave, ne vem kakšna, avokado, tisto olje, tretje olje, v glavnem mandel, hvala. Ja, pismo je. Hvala Moskvu, ja. No, tako da, evo, bomo videli, kaj lahko pol zdaj Luka, ne vem, to vse skupaj deluje tako, da bo Luka igral brez pravega centra, na prvenstvu pa bo imel 35 minut pa 40 pik pa triple double, ne vem. Zdaj na centru imamo Martin Krampelj, pa še njega toliko slav spremljam, da ne vem, če je ostal na centrski poziciji, ali je on bolj štirka, Žigo Daneva, Ivico Jurkoviča, ne vem, mogoče sem koga spustil, ampak nima mogli izkušenj, ne, pa kakovosti tudi ne toliko, je pa res hkrati to lahko izjemna priložnost za te še neuveljavljene, ne. Bomo videli, kaj bo čas prinesel, ampak ne vem. Kako vi vidite situacijo v vsem tem? Spodaj v komentarjih je vaš prostor, da se izrazite, da pokomentirate, date tudi kakšno vprašanje, kar vas tišči na duši, da si olajšate, z največjim veseljem, kaj pokomentiramo. Bi pa želel, da ostanemo vljudni, no, vse skupaj na tem nekem nivoju spoštljivem. Ja, v glavnem, Dončić se pripravlja, to zdaj več ni skrivnost, marsikdo misli, da so to neke slike z umetno inteligenco in tako naprej, ampak ne, dejansko je fant je v formi, sam za sebe je rekel, ne, v tem intervjuju za Men's Health, da se mu zdi, da je celotno njegovo telo nekoliko drugačno in da ni sicer izmeril, ampak da meni, da je njegova skočnost, se pravi skok v višino v tem trenutku največji do zdaj. Je saj pismo, fant je star 26 let, tako da ta je mladič, to še niti na sredini ni karijere, tako da mladost še more ven skakati, ne, da se tako izrazim. Bomo pa videli, koliko pomoči bo deležen, ne.
U18, dajmo še tole, U18 zdaj je odigrala danes tretjo tekmo, ko tole snemamo v ponedeljek, prva so Belgija je bila totalna blamaža, so jih odnesli parketa Slovenci, potem Španija, nekako malo močnejši test, tu je bila kar slaba igra, no, mi smo slabo odnesli, mislim, da 30 točk razlike, danes Latvija, spet fantastična predstava, v prvem polčasu 72 točk, nasprotniki okoli 40, na koncu sicer mislim, da pod 30 razlika, ampak se veste, kako je pri takšni razliki, v drugem polčasu je tudi selektor Rezevnik dost rotiral, pa so tudi čisto vsi dobili zasluženo priložnost. Plestita predvsem Mark Morano Mahmutovič, danes celo 30 točk ali 32 in pa sin Nebojše Joksimoviča Stefan Joksimovič z 22 točkami, če se ne motim, je pa tudi Joksimovič leto mlajši od te generacije. Tako da mislim, da tile fanti lahko kar lepo zgodbo napišejo, mogoče in morda celo kakšna medalja, ne vemo, mogoče ob kakšnem idealnem žrebu potem, zakaj pa ne? Da si še hitro, to sem še pozabil pri Luki Dončiću omeniti, zdaj kar je malo smešno, ampak glede na to, da LeBron James se očitno še ne poslavlja, pa očitno še vedno bo v Lakersih, zdaj če bo takšna forma, pa če Luka se z Aytonom poveže, pa fast forward, se pravi malo naprej povrtimo, pa res v idealnem scenariju pride v veliki finale, pa malo zdaj sanjam, pa bo Lakersi prvaki, je kaj bo po LeBron James imel prstan, ampak brez MVP-ja v finalu. Vse veste, kam merim, Samo razmišljanje. Malo preskakujem, ampak da ne pozabim, to se mi je zdela ena taka zanimiva, sem malo razmišljal, da bi se lahko letos pripetilo. Ker Luka res trenira konor, pa naj se nekje pozna. Ok, še mogoče tule zadnja tema, ker v bistvu že vse reprezentance ali imajo že v bistvu sezname, širše sezname zunaj, ali pa ravno dajo ven te sezname, s kom bodo konkurirale na Evropskem prvenstvu, je ravno danes Srbija dala ven svoj seznam. Zdaj prvo bomo dali to, pa še en zanimiv video si je danes prišel ven, oziroma včeraj, kar se tiče Jokića. Gremo po vrsti, prvo Srbija. In kje naj tu sploh začnem? Prvo bom, 17 igralcev je na širšem seznamu, 12 jih gre. Pazi tole. Zakaj sploh to omenjam? Ker se mi zdi, da s to reprezentanco, če jim zdaj na zadnjih olimpijskih igrah ni uspelo, jaz mislim, da so gladko prvi favoriti za zlato na Evropskem, pa če bi bile letos olimpijske še z malo več izkušnjami, jaz mislim, da bi pokorili Ameriko v njihovi polni postavi. Aleksa Avramović, Bogdan Bogdanović, Dejan Davidovec, Ognjen Dobrić, Marko Gudurić, Nikola Jokić, Nikola Jović, Stefan Jović, Balša Koprivica, Vanja Marinković, Vasilije Mičić, Nikola Milutinov, Filip Petrušev, Alen Smajlagić, Nikola Topić, Uroš Trifunović in Tristan Vukčević. Mislim, moj bog, kakšna postava. In hej, Slovenija v Beogradu 21. augusta igra z njimi prijateljsko tekmo. Zdaj, ob teh odpovedih, čeprav je prijateljska, me malo skrbi, ampak tole, če mi znese, se odpeljem v Beograd in grem gledat. Ker takšne reprezentance pa Srbija, mislim, lani je imela fantastično, ampak to zdaj, ko te gledaš. Kdo bo to ostavil, ljudi moje? No, Jokić, ajde, še tole. Se spomnite, ko so z Denver Nuggets postali, kaj je zdaj, to 2 leti nazaj, prvake lige NBA, kako se je odzval Nikola Jokić, Pa ja, zmagali smo, to je del posla, del službe svoje moramo narediti, naredili smo, super, jutri je nov dan. Ni kazal neke euforije, nekega navdušenja, niti slučajno ni skakal do neba. Med tem, ko je sinoči njegov kon na teh konjskih dirkah zmagal, ko se je ded razjokal, ko se je držal za glavo, šel čez ograje, šel do tistega, ki vodi konja, ne poznam izraza, nažalost, glavnem,
ko je pokazal vso svojo otroško veselje dobesedno in nakazal, koliko mu to dejansko pomeni. To sploh ni primerjave, ne. Ampak tak pač je Nikola iskren, očitno mu je to verjetno zraven družine največje veselje, kar ga on pozna. Dejansko košarka pa biznis, služba, tako kot se je on sam izrazil, ne. Res zelo zanimivo. Dobro, bodi si dovolj, to je to. Vprašanje, kot rečeno, spodaj v komentarju, dobrodošla kot vedno. Če ste pa tukaj vnovič oziroma prvič in bi res želeli podobne vsebine poslediti naprej, slediti kakšnim novim highlightsom, analizam kot danes, pa vas vljudno povabim, da se naročite na ta kanal in všečkate tale video, kaj pokomentirate za spodbuditev tega algoritma YouTubevega, ne. Gregor sem bil z vami iz Greg Sporta, do naslednjič, lepo vas pozdravljam in kot rečeno, vsi bodo igrali za reprezentanco, samo Josh ne bo. Do naslednjič. Prav lep pozdrav. Čau.